večini poznan kot priprava za sušenje in shranjevanje pridelkov, se je skozi čas razvil v simbol slovenskega podeželja. Na okrogli mizi, ki je potekala v 20-letnici projekta Slovenski kozolec, so gosti med drugim razglabljali tudi o pobudi za uvrstitev kozolcev na UNESCO seznam svetovne kulturne dediščine. Dogodek je povezoval predsednik gibanja Kultura Natura Slavko Mežak, ki med drugim pravi, da kozolci bogatijo kulturno krajino in dajejo Sloveniji poseben ljudski pečat. Dejstvo je, da kozolec bogati kulturno krajino večine slovenskih pokrajin, razen primorskega sveta pa panonskega dela Slovenije. In dejstvo je, da kozolec kot tak prinaša tudi cel kup dejavnosti, obrti, običajev, raznih opravil, ki so se dogajale ali zaradi kozolca, ali ob njem, ali pod njem. Skratka, to je neka večplastna zgodba, ki jo moramo preprosto varovati zato, ker nas v mnogočem označuje. Okrogla miza je gostila strokovnjake in obrtnike iz celotne Slovenije. Kot častni pokrovitelj celoletnega programa Slovenski kozolec pa je nastopil tudi minister za kulturo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan. Jaz vsem verjamem, da je potrebno ohranjevati ali gospodarsko, ali kulturno, ali drugačno dediščino, zato ker mali narod brez tega sploh živeti ne more. Lahko smo dobili inovativni, samozavestni karkoli. Če ne poznamo svoje zgodovine, nas ne bomo. Največja težava pri ohranjanju kozolcev, v Sloveniji jih imamo namreč kar okoli 6000, je finančnega pomena. Lastniki, ki jih imajo v lasti, so tako pred odločitvijo, ali ga bodo obdržali in obnovili, ali ga bodo podrli in požgali. Kozolec absolutno ni več funkcionalen, tudi je z tega vidika finančno neperspektiven. Vprašanje na okrogli mizi je torej bilo, kako lastniku pomagati, da bi ohranjal element, ki bogati kulturno krajino. Odličen primer, kako se tega odgovorno lotiti, je občina Kranjska Gora. Kozolec ni samo pomemben z kmetijskega vidika, predvsem je pomemben tudi kot nepremična kulturna dediščina in pa tudi z vidika turizma. Tako da v letošnjem letu smo za obnovo kozolcev namenili kar znatni višji znesek v proračunu, tudi povečali smo kvoto sredstev za obnovo. Imamo pa željo, ker sami vsega ne zmoremo, mi imamo kar veliko kozolcev, ta projekt pripraviti in prijaviti na Las-Gorenjsko košarico. In obnova ene brane s tem, da so betonski stebri že, je 1000 evrov. Kozolce v občini Bled pa ne čaka prav svetla prihodnost. S spremenjenim načinom kmetovanja seveda vse tisto, kar ni nujno potrebno, izginja. In nažalost smo tudi mi izgubili precej kulturne krajine, če samo pomisli, kakšen še 20 let nazaj z Bleda proti Ribnem na Jaršah. To nas razlikuje od večine drugih dežel in jaz bi mogli posebej tisti, ki s to zemljo upravljajo, kot kmetje bi mogli več na to polagati neprimerno. Kozolec pa ni zanimiv le z zgodovinskega vidika, temveč velja za veliko turistično znamenitost. Kozolec je ta izredna turistična atrakcija, ki ima sicer velik potencial, vprašanje pa je, koliko ga seveda izkoriščamo v ta namen, v tem, bi rekel, pozitivnem smislu, ne v tem, da nekaj izkoriščamo, bi rekel, pejorativno. Žal te priložnosti v turizmu ne izkoriščamo, tudi približno ne zadosti. Treba je imeti pač odnos do te zgodbe in treba je oblikovati neke vrste, se reče grdo, produkte, ponudbo, ob kateri bodo seveda tujci, gostje, tudi ne nazadnje Slovenci, ki popotujejo po svoji deželi, ki jo slabo poznajo, doživeli vse tisto, kar en kozolec lahko ponuja. Galeriji Stolp je sledila še otvoritev razstave Slovenski kozolec, ki je bila na vrsti že kar 125-tič, ter seveda osvetlitev pobude za uvrstitev kozolca na UNESCO seznam. Ja, imamo nekaj, kar sodi tudi na ta seznam. In seveda bomo s tem začeli kot civilno gibanje, bomo pa na nek način skupaj, vidimo, da smo pravi skupaj, danes ne nazadnje tudi govorci so odslikali to, da smo pravi skupaj,
bomo seveda z združenimi močmi naredili nekaj za to, da se stvar premakne. Kozolci so skozi zgodovino sicer izgubili svojo vlogo, a vendar so pustili izjemen pečat pri prepoznavanju slovenskega naroda. Zato je prav, da jih poskusimo ohranjati še naprej.